Živijo, jaz sem Ul. Vi gledate Slownezi. Če ste si ogledali filmček od včeraj, sem omenil, da bomo danes obravnavali neke 3 pikce. No, te 3 pikce lahko poimenujemo tudi tropičje. Tropičje lahko zapisujemo na 6 načinov. Vem, da ste verjetno mislili, da je to bil najkrajši filmček do zdaj, ampak ja, ni glih. Čakaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okej, saj jih je 6. Ta prvi del je izpuščanje delov citatov. Del v citatih, ki nas ne zanima, ga izpustimo pa zapišemo tako. To bom zdajle razložil samo eno stvar. Ta del nas verjetno najmanj zanima, še posebej mene, ker jaz napišem veliko citatov. Zapišemo ga pa tako, da je presledek, poševnica. Presledek, tropičje. Presledek, poševnica. Presledek, pol pa nadaljujemo z navedkom oziroma s citatom. Ta je pa najpogostejši in imenuje se nedokončana misel. Uradna besedila ga običajno nimajo, zato se pa večkrat pojavi v knjigah, saj je priljubljeno orodje pisateljev. To tropičje pusti bralcu, da dokonča oziroma da oblikuje svoj lasten konec stavka. Zapišemo ga pa. Vzel bi, pač to je primer, tukaj je, vzel bi vejica, če presledek, tropičje, ne pozabiti. Presledek, tropičje. Presledki so pomembni. Pol ta naslednji je pa malo poseben, ampak ne glih toliko. To je stično tropičje. Ta je edini, ki nima presledka. Tukaj je presledek, presledek, tukaj ga pa ni. Wau! No, to je, ja, kot sem že povedal, je edini, kjer ni presledka med tropičjem. Ta pomeni nedokončano besedo, pogosto je pa uporabljen tudi kot zaključek medmeta. Na primer, napišemo samo mu, brez presledka, pa tropičje oziroma 3 pikce. Tukaj imam primer ta zmeš, torej zmeš je zmešan, torej ta zmešan Ul. Kdo je to napisal? Oči, prid malo sem! Joj, kaj mi on vse piše. Pol naslednji je premor. Tega pogosto uporabljajo učiteljice. Ali pa učitelji, še posebej na naši šoli. Na naši šoli velikokrat slišim: Ul, tvoja pisava je zanimiva. A ne da učiteljica, zdaj ko pomislim, so to v bistvu vse. A vidite, ker sem ga uporabil, ta je uporaben. Tukaj imam primer, tvoja ura je, presledek, ta pa ima presledek, pol pa tropičje, pol pa je zanimiva. Torej, tvoja ura je zanimiva. Tukaj imamo presledek na začetku in presledek na koncu. Pol pa piko na koncu povedati, tako kot ponavadi. Pol naslednji je nedokončano naštevanje. Če veliko stvari iz iste vrste naštevamo, na primer barve, živali, rastline, to pol damo takole. Damo presledek, 3 pikce, torej tukaj imam primer. Na kmetiji so kokoši, pujsi, presledek, tropičje, ker nadaljujemo v neskončnost. Pol imamo pa kaj še, ne vem, rastline so, zdaj bom imel drevesa namesto rastline, torej hrast, vejica, pol imamo breza, pol pa bom kar uporabil presledek tropičje. Pol naslednji, ki je pa ta zadnji, je pa urinjen stavek s tropičjem. Ta je še bolj redek, oziroma je ta najbolj redek od vseh, najredkejši bi lahko rekel. Običajno se namesto tega uporablja dolg vezaj, to je v bistvu samo dolg minus, ali pa vejico, ki je tukaj ni. In značilno je, da se prvi in zadnji del stavka lepo prebereta, kot da je ena poved. Tukaj imam primer. Je vedno bo tukaj. Ja. Če preberemo ta prvi in ta zadnji del stavka, je tukaj, se lepo sliši, ne? Je tukaj. Zdaj pa pojdimo na hitrico še skozi vse. Če imamo presledek, poševnica, presledek, tropičje, presledek, poševnica, presledek, pol je to izpuščanje delov citatov. Ta nas najmanj zanima. Pol naslednji je nedokončana misel. Presledek, tropičje. Še naslednji je stično tropičje. Ta je malo poseben, zapomnite si ga. Pol naslednji je, pač nima presledka. Še naslednji je pa premor. Tega uporabljajo moji učitelji, možno da tudi vaši, ne vem. Je pa presledek, tropičje in še en presledek.
Ja, to si zapomnite. Pol naslednji je nedokončano naštevanje. Če veliko stvari iz iste vrste naštevamo, damo presledek, tropičje in se nadaljuje lahko v neskončnost, če bi bilo nekončno istih stvari ali pa podobnih stvari. Čisto zadnji je pa vrinjen stavek s tropičjem. Ta je najredkejši in velikokrat slišimo dolg vezaj ali pa vejico. Zapiše se pa presledek, tropičje, presledek. In prvi in zadnji del stavka se rabita lepo slišati. No, to je bilo to. Če imate kakšno vprašanje, mi jih brez problema lahko napišete. Moj mail bom dal spodaj v opis. Če bi se naročili ali pa če bi všečkali, bi bil ful vesel. Oboje brezplačno, lepo se imejte in se vidimo jutri. Čau! Se vidimo jutri, čau!